Živijo, jaz sem Uma, obožujem živali in z veseljem bi postala oskrbnica v živalskem vrtu ali biologinjem. Saj veste, tista, ki živalim čisti kletke, jih hrani in jih opazuje. Gospa Irena Furlan mi bo povedala več o teh dveh poklicih. Šivam! Sibirska tigra sta vaša nova pridobitev v živalskem vrtu. Zakaj pa sta posebna? Prvi sta posebno zato, ker je to ogrožena živalska vrsta. V naravi jih je manj kot 400 in mi smo jih zdaj po 8 letih smo pridobili mlad par in upamo, da prihodnje leto bomo pa mogoče že imeli mladiče. Meni se zdi delo oskrbnika zelo naporno. Kaj pa mora početi oskrbnik v živalskem vrtu? V vsakem vremenu mora oskrbovati naše živali in delo poteka ves dan. Vsak dan mora vse ograde počistiti, iztrebke, ostanke hrane, vse živali mora nahraniti, nekatere večkrat na dan, poskrbeti mora, da imajo svežo vodo in vse, kar potrebujejo. Katero delo je v živalskem vrtu najtežje? Jaz mislim, da so to odločitve, ki jih sprejemamo namesto narave. Se pravi, katere živali bomo razmnoževali, ki bomo imeli mladiče, katere bomo oddali in katere sprejeli in vse te odločitve sprejemamo v dobrobit živalim. Kaj je ponavadi na jedilniku surikat? Se surikate hranijo z škorpioni, pajki, žuželkami, malimi kačami, kuščarji, ptičjimi mladiči in njihovimi jajci in tudi malo rastlinske hrane. So pa lahko plen ujedam, levom, hijenam in hijenskim psom. Danes sem med vsemi temi živalmi noro uživala. Gospa Irena Furlan pa me je prepričala, da sta poklica oskrbnika in biologa ena najboljših, saj si ves čas v stiku z različnimi živalmi. Čeprav včasih kaj tudi smrdi. Adijo!